Mariborski otok je največji rečni otok Slovenije. Verjetno je tudi največji otok, ker je večji od Blejskega. Glede zavarovanj je enako pomemben kot Blejski otok. Se pravi, mi se tega niti ne zavedamo, da je tudi enako dolgo zavarovan. Ima tudi čudovito rastlinje, naslov botanično je izredno bogat. In pa še to je zanimivo, da Drava kot največji vodotok daje en posebni pečat otoku, kar mu daje eno mikroklimo, tako da tukaj tisti sprehajalci, ki hodijo tja, mnogi tudi recimo tudi odkrivajo energetske vrednosti otoka, tako da se tudi zdravstveno dobro počutijo. Sredi 20 let minulega stoletja so Mariborčani želeli urejeno letno kopališče. Mestni očetje so iskali primeren prostor. Tisti bližje mestnemu središču se je izkazal kot predrag. Zato so se, kot pravi zgodovinar magister Maksimilijan Fras, v prvem mandatu župana dr. Alojzija Juvana ozrli bolj proti zahodu. Zanimivo je tudi, da so najprej na Mariborskem otoku nameravali zgraditi zgolj začasno rečno kopališče na jugozahodnem delu otoka, vendar je potem padla odločitev, da tega ne bodo gradili, ampak kar se lotili stalnega kopališča in tega so potem tudi dogradili in 15. junija 1930 je bilo kopališče za kopalce slovesno odprto. Leta 1927 je mestni svet sklenil zgraditi kopališče. Dela so zaupali tedaj enemu vodilnih mariborskih gradbenih podjetij Jelenc in Šlajmer. Majda Šlajmer-Japelj je hči gradbenika Vladimirja Šlajmerja, rojena sicer nekaj let po odprtju otoka, a pripoved o tem gradbenem podvigu je v družini še dolgo živela. Mariborski otok, to je bilo en projekt, ki se je zdel utopičen vsem. So rekli, to ni realno. Felberjev otok, so mu rekli po enem izmed lastnikov. V starih poimenovanjih je pa Mariborski otok imenovan Kačji otok. Zato, ker je veliko gadov živelo na njemu in imamo tudi pohorske pravljice obstojajo, ki govorijo o tem, ne? Je veliko tega napisanega in jasno takrat, ko je mesto odkupilo ta otok, so nekateri celo imeli pomisleke. In so rekli, ne moramo, ta otok je zaklet, kaj bomo, pustite ga pri miru, ne? No, ampak mesto ga je odkupilo in podjetje Jelenc Šlajmer je dobilo nalogo, da ga zgradi. Otok ni bil povezave z obalo, najprej so naredili pontonski most, potem so naredili gramoznico, če pridete od glavne ceste proti otoku, takoj na levo danes še lahko vidite sledave te gramoznice in tako kot je bilo takrat v gradbenih podjetjih običajno, se je vse delalo na licu mesta. Prišli so tesarji, prišli so kovači, po nesreči si je pa kovačnico postavil pod hraste. Če bi se bo kdaj pot zanesla na Mariborski otok, pa če pogledate iz tribune, so še en hrast je še ohranjen. Ampak takrat, ko so oni začeli pripravljati se na gradnjo, je udarila strela v hrast in je ubila kovača. In vsi ljudje so rekli, to je pa zato, ker se maščuje kačja kraljica. Ne pozabite, ne? In pa so še obdržali delavce, takrat sta imela pa kar precej delavcev nastavljenih. Potem pa meseca marca bi pa morali začeti kopati gramoz in so kopali kar v tej najeti gramoznici. In so našli 229 gadov, ki so tam prezimovali. Seveda je bila stopila blazna panika in vsi so rekli, vidite, ne, to je Kačji otok, pustite ga pri miru, to se bo maščevalo in vsi delavci podjetja so rekli, tudi če izgubimo službo, na otok ne gremo delati. Sam takrat je Prekmurje že imelo te gostujoče delavce, ki so, sezona je bila gradbena sam poleti, ne, za tehnologije, da so prišli in so dobili dovolj delavcev, da so sploh lahko začeli graditi. Da so otok zgradili. Je pa otok potem veljal za enega najlepših sploh evropskih kopališč. Takrat, ko se je to zgodilo, še nisem, jaz se rodila, ampak moj brat je bil, smel otvoriti otroški bazen in so se o tem zelo pogosto pogovarjali, pa tudi obiski, ki so še kasneje prihajali na uradne obiske ali pa zasebno,
pot je bila vedno iti na otok. In na oku je bil otok, je bil park, je imel gost, so rasle ciklame, to je bilo zelo lepe posebne ciklame, torej eno čist posebno vzdušje. In čeprav je res, da to ni bilo tisto, čemer bi danes rekli wellness kopališče, je bilo tisto, kar bi si jaz pravzaprav, če bi si lahko danes spet želila. To je bilo en dobesedno oaza miru, razvedrila, časa za klepet, vse so bila tudi igrišča, ping-pong se je igralo, odbojko se je igralo, ne? Ampak bazeni so bili za plavanje. Mariborski otok je pa bil za Mariborčane pravo morje. Takrat ni bilo veliko kopališč možnih, tudi na morje ljudje niso hodili. In tam nekje 1930, to je drugo kopališče v Sloveniji, je sodilo med najlepše v tem delu Balkana. Posebnost pa je bil ta stolp skakalni 10-metrski, ki so kažal potem, ko so dvignili gladino Drave za 3 metre, so ga morali porušiti, ker je v samem bazenu bila dravska voda. Poletje na Mariborskem otoku je v nadobudnežih polni viškov energije vzbujalo včasih kar volčjo lakoto. Mame in tete so vedele, kaj je tisto najboljše, kar mora seboj v košari, ko se je šlo preživeti dan na otoku. Mame, tete in tak dalje so prinašali zraven hrano. In ta hrana je bila kaj? Paradižnikova solata pa kura, pohana kura. To se je jedlo na veliko. To najstarejši so kartali, mi smo hodili gledati, tam so se recimo jaz učil, ko sem gledal, kako se igra ta rok, ne, in sem mislil, ko bom veliki, sem jaz naučil igrati ta rok. Te finte, da. Kopališče na Mariborskem otoku je preživelo poplave, 2 vojni, izgradnjo elektrarne nekaj 100 metrov zahodneje. Rečni tok ga je skoraj tretjino zavedno odnesel. Nekoliko okrnjeno je tako, kot so ga zgradili leta 1930, ostalo do današnjih dni. Mnogi se zmrdujejo, ni pa malo tistih, ki menijo, da bi veljalo posodobljeno in osveženo zgodovinsko podobo ohraniti. Najboljše bi bilo tako, da na samem otoku res naredijo bazen, ki bi bil primeren za starejše, lahko je tudi zaradi mene nudistični del. Sam tisti otok, kjer bi bil pa živ žal, bi pa morali narediti pred otokom, kjer bi bilo možnost dostopa, kjer bi lahko uporabili že naravni hrib za tobogan, za skakalnice. Tam bi lahko bilo tudi pristanišče za ladje iz Maribora, tako da ves cirkus, če rečemo tisti div, kar mladi rabijo, glasna glasba, bi bila na levem bregu, na Kamniškem bregu, na kamniški strani, kjer je možno tudi parkirati, medtem ko na samem otoku bi pa bilo tisto naravno kopališče za bolj mirne, ki imajo radi naravo in se sprostijo, in bi bilo popolnoma brez kakšnih kozarcev in tega. Letos vabljeni še v tako kopališče, ki je, še vedno ima to nostalgijo. Sama stavba je zaščitena kot arhitekturna dediščina in če se boste šli stavbo, zavohajte tam cestno les, to je neki poseben von, tista nostalgija, starejši ljudje radi gredo sem, zato ker je tukaj bolj mirno, čudoviti gost levo in desno, pomladi jasno so tukaj rože, spravi otok je celo leto vabljiv in odprt. Upam, da ga ne bodo uničili. Pravi Božidar Damjan. Predvsem bi ga morali oživiti v tem smislu, da bi res živel vse leto. Ne? Jaz bi si tam tudi predstavljal ugledno restauracijo, ki bi recimo vabila ljudi skozi vse leto. Ne? In tudi si ga predstavljam kot recimo, kaj sem cilj nekih izletov, da grejo otroci to gledati, da se tudi te znamenitosti in da jim razložijo otok, mislim, kaj je bilo, kaj je, mislim, da ga vidijo, ker je preprosto krasno iti okrog otoka. Poletje za poletjem pa na otok prihaja nova in nova mladost. Lani sem bila prvič sploh na otoku. Meni je všeč, meni je fajn. Veliko je zelenega, pa mir, pa fajna voda. Odbojko igram na vodi, pa skačem. Se zabavam rad.